Živijo, evo, nova sreda in čas za nov odgovor. Na vprašanje. Slabe ocene v šoli. Kako učinkovito ukrepati, kako potem izbrati srednjo šolo. Zdaj prvo se moramo zavedati, da ocene v šoli so od otroka. Nič ne pomenijo o starših, nič ne pomenijo o šoli, nič ne pomenijo, niti o otroku nič ne pomenijo. Pomeni samo nekaj o njegovem performansu glede šole. Se pravi, oceno ima takšno, kakršen je njegov performance glede pristopa k šoli, delanju nalog, učenja in tako naprej. In če prvo se zavemo, da to res nič ne pomeni nobeno. To ne pomeni, da so starši slabi, če ima otrok slabe ocene, karkoli že slabe ocene za vas so, za ene so enke, za ene so pa štirke. To ne pomeni, da je otrok slab, neumen, prizadet, idiot, imbecil, karkoli že, kakršno ime mu znamo dati včasih, nesposoben in tako naprej. Nič to ne pomeni. Ocena samo pove, kakšen performance je dosegel v času, ko se je dogajala kontrolna ali pa vprašanje. In kaj lahko naredimo, ko učinkovito ukrepati, najprej, da se z otrokom pogovorimo, da to nič ne pomeni o njem, ampak je nekaj manjkalo v njegovem performancu. Se pravi, v pristopu k učenju, efektivnosti učenja. In dajmo pogledati, kako se on sploh uči, kaj bi za njega bil najbolj efektiven pristop, kako on vidi šolo. Ker če šolo vidi kot nekaj brezveznega, pa bo vse skupaj ena velika težava, eno veliko mučenje. Se pravi, kaj lahko naredimo, najprej otrok pove, tu so tvoje ocene, te ocene ti bodo dale neke priložnosti, neke ti bojo pa vzele. Zdaj, karkoli boš naredil, si izbral neko prihodnost. Pomeni, če je to v osnovni šoli in bi rad šel v srednjo šolo, ne vem, na gimnazijo, pa če ne bo imel takih ocen, s katerimi bi prišel na gimnazijo, si je pač vzel to možnost s tem pristopom zdaj. In bo šel na eno drugo srednjo šolo. V koncu se je pomembno zavedati, da čez to jih lahko vedno učimo odgovornosti, da je to nekaj za njih, oni se bodo rabili soočati s tem. Na nas odraslih je pomembno samo, da spustimo to, da to nekaj res pomeni v nas in kaj bodo sosedi rekli, pa babice, pa detki, pa strici, pa tete, pa vsi ljudje okrog nas. Nič ne pomeni. Ker si enkrat star, tako kot jaz danes 36 let in če bi pomislil, sem delal fakulteto 9 let, pa nisem končal magistrskega študija, imam samo dodiplomsko izobrazbo ekonomista in zdaj, da sem nekaj zamudil ali pa leta vrgel stran, ne, nisem. Ker če ne bi dal vse tisto čez, kar sem dal, danes ne bi bil tle, kjer sem in ne bi mogel predajati tega, kar predajam otrokom in odraslim in svetu konec koncev. Tako da vse so neke izkušnje, ki jih lahko kasneje v življenju unovčimo. Tako da dajte jih naučiti odgovornosti, kar se tiče srednje šole, se pogovorite, če vidite, da je nečem dober, raziščite, tam bi rad šel, super, pa rabiš za tam to pa to. In če ne rabi imeti 5, zato da pride na želeno srednjo šolo, se boste samo tepali z njimi. Zakaj? Zaradi nekih številk. In boste tvegali za to ljubezen, povezanost, zaupanje, zato ker pač nima 5, ker mora imeti 5, ker to nekaj pomeni o njemu. Ker če pride s 4 na želeno srednjo šolo, bo pa konec sveta. Ali pa če rabi samo 2, da pride tam. Super, naj ima 2, če ve, da hoče iti na neko šolo, pusti ga, naj ima 2, bo se že tam soočil za kasneje. To življenje v strah, da se bo nekaj slabega zgodilo, da nekaj ne bo možno, se prej realizira, če ga skozi živimo, kakor če spustimo, rečemo, ok, če se to zgodi, se bomo s tem soočali, ko se bo zgodilo, do takrat pa je meni pomembno v odnosu z mojim otrokom to, ga bom podpiral, ga bom sprejel, ga mu bom nudil možnosti, da se pravi je v šoli uspešen in če jih ne bo izkoristil, je to njegova zadeva. On bo plačal ceno svojih dejanj in besed, ki jih bo izrekel. In to je ena najbolj pomembna stvar, zdaj se že malo navezujemo, če vidite, čez vsa vprašanja, katere smo šli v prejšnjih tednih. In tako je, tako vprašanja pridejo na najstniki11.nič in potem tudi tam tako povezujemo na predavanju. Kakorkoli, to je to, če karkoli ekstra vas zanima, imate kakšno vprašanje, podvprašanje, komentar, napišite, bomo veseli, drugače pa se gledamo naslednjo sredo. Čau, čau.